rekel si vsi nekak mislimo. Mi vemo, da independent label, da tega moč imeti, če greš kjer to, kaj da je znanje, pa vsaka ugibanja. A ima kdo od vas konkretno nekaj v glavi, da je bil, kaj zdaj, pri Jugotonu, pri RTV-u, pa so mu rekli, ajde, zgini, ne bomo temeli, a kaj mislim, tako ugibanja so čist jasno, ne? Verjetno je tak, da si pač zelo predstavljen, pa so težave, ko si taka majka skupina, ampak lahko kakaj konkretni izkušnje? Andrej, jaz sem tu govoril Matičo. Jaz ne pravim, da skupine nimajo, da te skupine tukaj nimajo potencijala. Imajo ga. Samo naše založbe so tako velike založbe, so tako nefleksibilne, da se v bistvu sploh ne zanimajo za tržišče in za to, kar se na tržišču spreminja in kako tržišče funkcionira. Moje mnenje je, da je sploh ni jasno, kako se tržišče funkcionira. Namreč, če si založba, moraš lansirati vsako leto določeno število novih imen in novih zvokov, če se resno založba. Sicer pa, če tako pogledamo, če realno pogledamo, ena slovenska založba, na primer, kot je RTV Ljubljana ali pa Heredon, je manjša od ene neodvisne založbe Londona, Root Rate ali pa takega. Tako da naša prihodnost glasbene produkcije, naša država bi po mojem mnenju lahko bila ravno v tem, da podpira takšne projekte in jih prodaja na svet. Poslušam, zdaj odgovarjam na vprašanje, ki bi ga jaz zastavil na tiskovni konferenci te založbe Pločnik, Ljubljani. Ti zdaj meni odgovarjaš na vprašanje, ki ga tudi tebi ne bi zastavil pa Ljubljani. Meni pa bi zdaj konkretno zanimalo od tem, ki so tu. A je kdo od Pridiga, od Tetra ali pa od Mujta, se kdaj pogovarjal z neko... No, seveda, nima vse to dela. Kakšni argumenti to zavrnejo v Ljubljani pa to? To bi lahko na to odgovarjali. Da zavrnejo se na ta način kot na radio, kot pri vas, ne? Da te lepo sprejmejo, da se lepo pogovarjajo s tabo, celo se za termine, za produce se da zmeniti tako naprej. Potem pa te lepo inštalirajo, stavijo na stranski tir da ne bom nekaj krivice tem oddajam, v mladinske in študentske oddaje. Mi, rockerji, že dolgo v Jugoslaviji več, tudi v Jugoslaviji, nismo več ekskluziva, da bi morali biti getoizirani nekje, kjer bi nas nekdo čuval, pa kjer bi nekdo moral čuvati ušesa poslušalcev pred nami. In pa moralne stvari, politične, ideološke, ki so vedno problematične pač za to našo oblast. Seveda, Center za dekomunizacijo je recimo se pogovarjal z Helidonom o izdaji plošče. Tam je bilo tako, direktor nas je lepo sprejel, kot sem prej rekel, in se zelo zanimal za naše projekte, za naše izdelke, za naša besedila, kaj počnemo sicer in tako naprej. In je rekel, da se bomo še pogovarjali, ker minilo skrbi, leto, 2 leti, 3 leta, potem smo se mi počasi tudi začeli šalančali. Dobro, govora. Oziroma je možnost za delo, za začetek razkrina nastane, vaje, potem je tu možnost za nastopati. Javni prostori, kjer je možno nastopati. Srednji člen v tej verigi je bil možnost za izdajanje in zadnji člen, najpomembnejši člen po mojem mnenju pa je medijska promocija. To spada zraven posto, to pri nas ne razumem, se mi zdi. Da je to v bistvu ena in ista stvar. Zdaj je tak, kaj smo ljudi, ki
poslušajo takšno pa takšno glasbo. Mi se moramo sprijazniti s tem, da v tej deželi ni toliko ljudi, katerim bi ti lahko predstavil to bombo. Ni lahko za te skupine postavimo zadaj 100 000 in 100 000 mar, pa jim verjetno ne bomo tak daleč sforsirali, kot se dajo sforsirati neka čudežna polja, pa to, ker pač to ni glasba, na katero bi se lahko na veselicah plesalo, pa ki bi jo ti lahko disko poslušal, pa se pa imel zdrave. Ampak to je ena čist drugačna glasba. Ker mislim, nas je dovolj